Pozdravljen med nami, Pedro Opeka. Pozdravljen v imenu vseh in vsakogar od nas. Pozdravljen v imenu gledalistov, misijonske hiše in doma Sveti Jožef. Pozdravljen tudi v imenu Celjske Pohorjeve družbe. Lep pozdrav pa tudi misionarju, gospodu Tonetu Kerinu. Prisrčno dobrodošli med nami, prisrčno dobrodošli doma. Slovenec sem, kako je Matinjala, kome je lite pestovala, kome je lite pestovala. Zatorej dobro vem, Slovenec Kako se počutite? Kaj pričakujete od tega tedna, ki ga boste preživeli doma? Ja, čutim, da imam slovenske korenine. Čutim, da prihajam v en kraj, ki mi je domač, kljub temu, da sem tukaj bil samo 2 leti v Sloveniji. Leta 68, 69. In leta sem študiral na Teološki fakulteti 2 leti in potem sem se vračal vsakih 5 let sem v Slovenijo. Torej, ko slišim te slovenske pesmi in tukaj te elefanti, ki so zapeli Slovenec sem, in se spomnil se neko Tonetu, tam na Madagaskarju tudi je pesem Malagaši sem, kako vsak narod ima rad svojo narodnost, vsak narod ima rad svojo zgodovino, svojo pripadnost, ima rad, ker to je njegova identiteta. In ko mi prihajamo k njim, se moramo mi njim prilagoditi, ker pridemo v drugo državo. Torej, kako se počutim? Zelo dobro, vesel in malo sem, ko bi rekel, se čutim tako majhnega, ker čutim, da je neko pričakovanje. Jaz ne bom govoril zlatih besed, nimam zlatih besed. Jaz imam samo neka dejanja, ki smo naredili skozi 50 let, ko sem prišel na Madagaskar prvič leta 1970. To je bilo včeraj. In do danes, dobro, tudi tam mi se čutimo že malo njihove ljudi, in se moramo prilagoditi njim. Zato pričujemo. Kar tule nadaljevala, iz kakšnega sveta ste v torek prišli in v kakšen svet ste prišli? Torej, prihajamo iz enega sveta, ki je tako reven, ampak bogat v življenju, v njihovem medsebojnem življenju, kako se znajo pomagati, kako znajo biti veseli brez velikih stvari, kako so oni skromni, in znajo biti veseli. Ker sam denar ne prinaša nikdar srečo, nikdar. Ko nekdo ni vedel, kdo je Peter Opeka, sveta jeza me je popadla najprej, kako je to mogoče. Potem sem pa svojo vest izprašala, kaj pa naredimo za to, da povemo, kdo je Peter Opeka, kaj dela in kako vpliv ima v svetu. Zato sem rekla, ne glede na to, kdo je danes tukaj zbran, bom povedala nekaj o Petru Opeki. Zagotovo je eden najdejavnejših, najuspešnejših, najprepoznavnejših misionarjev sveta. Njegov čudež pa se je začel pravzaprav že pred njegovim rojstvom. Mama Marija Marot je bila doma iz male zlivice pri Velikih Plaščah, oče Lojze pa je zbegun pri Cerknici in se je kot edini preživeli rešil iz
taborišča, na katerem so partizani pobili več tisoč ujetnikov. Starša sta se spoznala in poročila že v begunstvu po drugi svetovni vojni in s tisoči političnih beguncev decembra 1947 pribežala v Argentino. Peter je drugi od 8 otrok v vojni v Buenos Airesu v Argentini 29. junija 1948. Pripoveduje, da si je že kot otrok z delom ob očetu pridobil zidarske spretnosti, leta 1966 vstopil v novicijat misijonske družbe lazaristov, raje kot da bi postal nogometaš. Pri 20 pa zapustil Argentino in kot je že povedal od 1968 do 1969, torej študiral teologijo na Teološki fakulteti v Ljubljani. Takrat, oktobra 70, pa je menda prvič šel tudi na Madagaskar, še kot študent. Nato študij nadaljeval na Katoliškem inštitutu v Parizu. V ljubljanski stolnici je bil leta 75 posvečen za diakona, če imam prav podatek prav na vaš 27. rojstni dan. Ja, točno. Septembra pa v Argentini prejel mašniško posvečenje in že leta 76 je kot duhovnik ponovno odšel na Madagaskar in tam ostal do danes. Spoštovani Peter, vaše življenje med slovenskimi koreninami, rojstno Argentino, izkušnjo vaših staršev iz najtežjega obdobja slovenske zgodovine, pa z vašim srcem na Madagaskarju, vašim neprekosljivim delom in prijatelji po vsem svetu. Vse je en velik dar, en velik čudež in nekoč ste tako zapisali. Moje otroštvo je bilo zaznamovano z revščino. Pri 10 letih sem se moral izučiti zidarskega poklica. To mi je prišlo zelo prav. Vsak trenutek življenja ima svoj pomen. Kako danes gledate na to, kam vas je Božja previdnost poklicala, glede na to, odkot izhajate? Ja, Božja previdnost ima načrte, ki jih ne poznamo. Po 15 letih na Madagaskarju sem bil tako bolan, bil sem 7 različnih zadejavcev, parazitov in ne vseh naenkrat, če ne bi umrl. In takrat jaz nisem, kot športnik sem bil, nisem mogel več stati. Jaz sem, ko jaz grem z Madagaskarja, ker itak kot beli ljudje se nismo smeli vtikati v njihovo politiko. Mi smo tam imeli diktatorja v tistem času in tam so govorili, da vse v redu, ljudje so pa umirali, otroci umirali, matere v porodu umirale in vse je bilo na radiju, na televiziji, v radnem je bilo vse v redu, ki je bila diktatura, noben jim smel povedati resnice. In mi, ki smo hodili po hišah, smo pili njihov čaj, kavo, smo jedeli, kar so nam dali, samo včasih ni bilo prekuhano. Tisto vodo, ki smo pili, tisti čajni bučaji, to so iskali v rižnih poljih, tam ni stranišč, je zelo malo na podeželju. In to se pravi, da tista voda je bila okužena. In zato smo potem, veliko od nas smo zboleli. In jaz sem fajn zbolel, tako da sem videl jaz zvezde opoldan, ne vem, če jih vidite včasih. In jaz sem rekel, jaz grem iz Madagaskarja, se vrnem, prosim sobotno leto in sem imel pravico, da prosim za sobotno leto, jaz grem in noč sem se mislil, nikdar več ne pridem nazaj. To nisem povedal, ker sem hotel odideti tako na lep način. Ne? In potem je družba lazaristov tam prosila, naj prevzamem vzgojo bodočih duhovnikov lazaristov v glavnem mestu. Jaz sem rekel, jaz imam drug projekt, vas prosim za sobotno leto, so rekli, to sobotno leto lahko počaka, ko sem bolan, če si bolan, te bomo zdravili, ti si naredil obljube pokorščine, te prosimo za 3 leta, da služiš naši družbi in potem pa greš na tvoje sobotno leto. In dobro, in tako sem jaz prijel tisto vzgojo teh bodočih duhovnikov in ko sem prišel tam na rivu, že prvi teden je en bolan človek, ki je iskal enega duhovnika in so me poklicali, nisem vedel, da bom šel mimo smetišča.
In ko smo šli mimo smetišča, sem jaz tam videl na 100 otrok, ki so se tepli za tiste smeti. Sem ostal brez besed, nisem mogel več govoriti. Sem šel k tistemu bolniku, zvečer nisem mogel spati. Okrog polnoči sem pokleknil na svojo posteljo, dvignil obe roki in rekel, Gospod, pomagaj mi, da nekaj naredimo za te otroke. In drug dan sem šel k njim na smetišče. In so rekli, beli človek, vaza, to je tuj človek, kaj hočeš? Kaj želiš? Govoriti z vami, prav govori. Pa ne tukaj, sredi ceste. Če govorimo resne stvari, gremo v hišo. Bo šel tisto kobilo, 1,40 m višine, visoke, iz kartona in iz plastike. Prav, če ti grešiš, tudi grem noter. In tam potem sem rekel, a je tukaj kakšen komite? Prav je, lahko pokličeš. In je prinesel 10 oseb, sede na tleh v krogu. Tam sem rekel, sem duhovnik, sem misionar. Če imate radi vaše otroke, sem pripravljen vam pomagati. Sem rekel, imamo radi naše otroke. In ko sem rekel, da sem misionar, takoj je imel več zaupanja, ker oni so bili tako siti vseh obljub, revni so tako siti teh obljub, da vejo več, da nobene obljuba se ne izpolni. In to mi danes, 53 let na Madagaskarju, vidimo, da nobene obljube, nobenih državljanov, nobenih predsednikov se niso izpolnile. In smo smeram še 80% pod pragom revščine. 80%. To je edina država na svetu, ki ni imela nobenih civilnih vojn, da je šla nazaj. Ko smo prišli na Madagaskar, smo bili na isti višini kot Južna Koreja, kot Indonezija, kot Singapur ali Kitajska. In danes, kje so te države in kje je mi smo šli dol, oni so šli gor. In danes to se ne prenaša več. In tako smo začeli na tem, v tisti kolibi, na tleh, sede na tleh, ne v kakšnem hotelu, 4 zvezde, kako recite zvezde, veste tu tukaj. Ne, tam, na smetišču, se je začelo to gibanje dobrih prijateljev, ki če bi vedel jaz, da to gibanje po 34 letih, da bo to ratalo ljudstvo 30 000 ljudi, jaz bi vzel prvi avion in zbežal iz Madagaskarja. Ampak Božja previdnost vam daje vsak dan, vsak teden, vsak mesec, vsako leto nove moči. Ko smo naredili en projekt, pa smo bili veseli, smo dobivali eno zaupanje v vase in zaupanje v njih. In kar mi je prevzelo je to. Nisem šel na smetišče, ko sem bil močan, ko sem igral nogomet, opoldan, ko je bilo 40 stopinj vročine. Ne takrat, ko sem bil na tleh, skupaj z njimi. In skupaj z njimi smo se dvigali. Skupaj z njimi. In ko ste bolan, tudi vera opeša. Tudi vera opeša. Ne veste, kje ste, nimate več trdna tla. In skupaj s temi reveži smo se začeli dvigati. In to delo se nadaljuje že 34 let. 34 let. Zato smo šli smeram naprej. In jaz sem imel srečo, da sem dobil sodelavce, domačine. In največ od njih so dekleta. Od okrog 800 sodelavcev mi pomaga. Teh 800 sodelavcev največ so učitelji, učiteljice, so zdravniki, so medicinske sestre, skrbijo za delo hiš,
skrbijo za red, za čistočo. In od teh so vsi domačini. In ko vidim, kako oni tudi se začenjajo njim, oni sami njim rečejo, ne laži, ne kradi, ne golfej, da oni sami med seboj se to rečejo, to je velik napredek, velik napredek. Ko včasih reče, kaj se vtikaš v moje življenje in se potem začnejo kregati in z besedami, ki se težko povedati v cerkvi. Torej, je začelo biti ena korajza, so dobili eno korajzo, eno moč, da so se med seboj začeli pomagati in reči, ti nisi na pravi pot, ti ne smeš krasti, ne smeš pretepsti tvojo ženo, ne smeš piti, ne smeš jemati mamila. In vse te stvari. In torej zdaj se poslušamo, eni drugi se poslušajo in gremo naprej. Počasi, ampak gremo naprej. In naša naselja, ki smo jih zgradili z ljubeznijo toliko ljudi celega sveta, iz Koroške so nam pomagali zgraditi 550 hiš. 550 hiš. In zdaj, ki smo na Koroškem, spet so rekli, jaz bom tudi eno hišo dal, jaz bom tudi eno pomagal. Ko vi začnete zidati, graditi mesto, eno mesto se več ne ustavi mesto. Mislim, da se Ljubljana vedno širi. In danes, ko moj bratranc pripeljal v Celje, sem rekel, pa da se je pa Celje tako razvilo in je postalo tako veliko. Sploh ni bilo konc iste mesta, ne? To se mesto vselej raste. Ko ste tistega maja 1989 prišli do smetišča v Antananarivu, ste rekli, tako zapisali, da v takem prizoru nišče nima pravice več sploh karkoli govoriti, potrebno je ukrepati. Iz tega je potem zrazilo društvo Dobri prijatelj, Akamasua. Več kot 500,000 Malgašem ste že pomagali in samo sprašujemo se, kako rad vas mora imeti Bog, da vas je takrat navdahnil z mislijo in vero, da ljudje, ki so trohneli v taki vedi, vse lahko poberejo. In kako veliko ljubezen do Boga ste vi morali imeti, da ste v teh ljudeh videli brate, sestre, zahtevali zanj človeško dostojanstvo, ko jo nihče ni več videl kot ljudi. In to, kar ste že sami rekli, ne da bi jim pomagali, da pridejo na boljše, ampak ste jih naučili in dali možnosti, jih najprej prepričali, da si lahko sami pomagajo, seveda v velikem vašem vodstvu. Kako so vam sploh mogli začeti zaupati? Ja, najprvo bi rekel, zakaj mi je Bog dal to moč, ker sem z vsega malega, ko sem bral o Jezusu, njegovo življenje me je prevzelo. Kako je on živel med reveži, med preprostimi ljudmi. Kako je on bil iskren, kako on je govoril resnico, se ni bal povedati duhovnikom iz templja, kako hinavsko delajo in živijo in dajo na ramena preprostih ljudi ko se pravi, težka bremena. Ne? On je to govoril Jezus in je rekel, samo resnica vas bo osvobodila, samo resnica. In prav, ni večje ljubezni kot tisti, ki daje življenje za tistega, ki ljubi. Jezusa sem hotel posnemati. Do danes. In on mi je prevzel. In če sem prišel noter v družbo svetega Vincenca, ker Vincenc je tudi odkril v revežu Jezusa. Torej, to je bil izhod, zakaj, in če so njega preganjali, in če so njega, preganjali, bodo tudi nas, tudi mene. Torej, to je in ko sprejemamo te reveže, te družine, nikdar se nismo bali
Nikdar se nismo bali sprijeti družine. Kako boste vi rekli mami, ki pride z številnimi otroci? Reče, ni prostora. Kako ni prostora? Če mi verjamemo, da je Bog, če Bog obstaja, obstaja tudi prostor za vsakega človeka, za vsako mater, ki ima otroke. Mi verjamemo v Boga. In zato se nismo bali, nikdar se nismo bali sprijeti. En dan smo sprijeli 80 družin naenkrat. In enkrat je prišla ena mama, z 9 otroci, najstarejša je imela 12 let, kot je neštenge tako dol s temi otroci. In prav sem bila povsod, noben me ne sprejme. In tisti otroci so bili kot angelski tudi. Kako je možno, da na občini, na ministrstvu, da nimajo srca in da nimajo denarja, da pomagajo tej materi, ki je mož umrl. In to mater smo mi sprijeli. In kasneje, drugi, tretji otrok je bil fant, je postal duhovnik. In danes je misionar v Kanadi. Ja? Torej, mi smo smeran sprijemali vsako mamo, vsako družino, ki je hotela iti iz ceste ven. Nekdo, ki hoče ven iz ceste, pa boste rekli, ni prostora. Kako da ni prostora? Povsod je prostor. Povsod je prostor. Samo ga moramo biti prepričani na to in hočemo pomagati. In potem, brez doma, da ko vi sprijemate veliko ljudi, niste več svobodni, nimate več, morate biti njim v službo, morate skrbeti za njih, pripravljati delo, ustvarjati, graditi nova stanovanja, šole. Vi ste oprežen s temi reveži, vsak dan. Ampak ko vidite te otroke, kako ti otroci se spreminjajo, kako, ko so prišli, so bili žalostni in njihove oči, ki me gledajo, kaj bo rekel ta človek, a nas bo sprejel ali ne? Ko vidite njihove oči, kako oni tudi si želijo, da bi bili sprejeti. To vas prevzame. In tako smo mi sprejemali na tisoče ljudi, na tisoče družin, več kot 4500 družin, ki so ostali z nami. Več tisoč družin smo jim pa pomagali, da so se vrnili na njihove kraje, daleč na vse konce Madagaskarja, smo jim pomagali. Kdo se hoče vrniti v svoje kraje? In smo jim pomagali, da so se vrnili. Smo rekli, če ni to mesto, glavno mesto, vaše mesto, če se niste tukaj rodili, če imate še družino, pojdite domov, ker to glavno mesto je postalo zelo nasilno in ni prostora. To mesto je bilo pripravljeno za 400,000 prebivalcev. Danes je v tem glavnem mestu 3 milijone ljudi. Jaz ne vem, kam grejo spat zvečer. Čez dan so ulice polno ljudi. Zvečer pa vse prazno. Kam grejo spat, ne vem. To je tudi ena skrivnost za me po 53 letih. In prej so bili predsedniki, ki so napovedovali, bomo vam zgradili stanovanja, bomo gradili, samo te stanovanja noben ne vidi. In ko smo začeli to delo, so rekli, pa kaj nam bo vzel ta človek? Kako je možno, da nekdo dela z ljubeznjo, čeprav zastojn? Kako je? Človek ne more delati zastojn. Nekaj boš iskal, nekaj jim boš vzel. Pa sem jaz njim rekel, ker so me tudi kradli, so me golfali. In sem mi rekel, vi, bratje, boste enkrat nehali me krasti, ko boste zastopili, razumeli, da sem ostal zaradi vaših otrok. In če sem ostal, a kamasu, toliko časa, zaradi otrok sem ostal, zaradi njih. Ker so otroci naše zemlje.
društvo Kamasuva pravzaprav obsega veliko število vasi, v katerih živijo okrog 30,000 ljudi, kot ste rekli, zgradili okrog 4,000 hiš, 19,000 otrokom pomagali, omogočili šolanje, športne aktivnosti, kulturno udejstvovanje, da otroci lahko razvijajo svoje potenciale, gradili športne dvorane, cerkve, vse to prinaša tudi delovna mesta, to je tisto, kar je verjetno najbolj pomembno, ne? Prinaša delovna mesta, ampak tudi zaupanje v njih, ker oni gradijo njihovo mesto, to je mesto ubogih. Papež, ko je prišel na Madagaskar, je rekel, to je mesto, tukaj je neka luč, naj ta luč prav sije še naprej po Madagaskarju in tudi onkraj meja Madagaskarja. Neka luč si je pokazala in te naše vasi, ki jih je 22 danes, so čiste, so lepe, ker vsak človek je tudi mal umetnik. Tudi med našimi brati Malagasi je veliko umetnikov, ko naši zidarji zidajo, pa naredijo kras. Pa sako, pa kdo ti je to rekel, kako si to naredil? Jaz sem se zmislil, sako, krasno. Je sam nekaj dodal, ker si je čutil, da bom naredil lep, da bo lepo. In lepota ni monopol bogatih ljudi. Lepota ima vsak človek v sebi. Torej, gradimo z umetniki. To je umetnost. In tudi umetnost združevati ljudi. En bel človek, ki je vpričal 10,000 ljudi, ki molijo ob nedeljah. 3 ure. A bi vi ostali 3 ure v cerkvi? In brez zajtrka, prosim, brez zajtrka, pojejo, plešejo. To je eno tako veselje. Jaz tam sem drug človek. In se čutim tako majhnega pričo njih in rečem, Sveti Duh, pomagaj mi, da bom v malgaščini povedal vsaj nekaj besed, ki jih bodo razumeli v njihovem srcu. Da jih se bo prevzelo. In jaz vam rečem, da sem ganjen, tudi tam sem ganjen, da enega belega človeka, da poslušajo že toliko let. Enkrat me bodo vrgli v morje. Ne, pa morje v Tananarivo je daleč. Jaz sem bil na otoku Reuniona prejšnji teden in tam sem rekel prijateljem na Reunion, ko se hodim že par let, sem rekel, vi me boste enkrat vrgli v morje, ker ta morje je pač blizu. So bili tako ogorčeni, prav, kako? Misionarji, kaj ste rekli? Kako? Ne, kako? Se ko prostite. To je bil argentinski hec. Ker argentinske hece ne zastopijo vsi ljudje. In potem sem rekel, se je treba dobro prilagoditi ljudem, kako so ljudje dobri. Dobro, in preden pozabim, če mi dajemo, ko ste rekli, da je 9, ko sem jih preštel, preden še šel na to potovanje, smo jih preštel 19,589 študentov v naših šolah. Od teh otrok, od teh študentov imamo 11,500, ki jejo vsak dan v Kamasu, ko gre v šolo, en obrok riža. Kdo nam da ta denar za riž? Slovenija. Slovenci. Nobena velika ustanova. Za njih so predpisi bolj važnejši kot riž za lačne otroke. Je bolj važno, kako vi predstavite en projekt, da mora biti debel za 150 listov, če nimate to listov, potem to ni vredno. Da brat, kako oni to doživljajo, da je en otrok lačen, ko ga vi vidite pred seboj, ki ni jedu.
kako ne boste vi dali otroku za jest? To je njegova pravica, da je. Jaz sem v Sloveniji, sem prosil takrat Slovenijo na Radio Ognjišče, naj nam pomagajo, ko je Evropska skupnost ni več mogla pomagati, so rekli, ne moramo več pomagati z rižem, in je me zmanjkalo denarja, je vredno. Sem rekel, bom šel po Slovenijo. Slovenci imajo pa srce. In sam se je upisalo 3000 Slovencev in so nam dajo, za 3 leta sem prosil, to je bilo leta 2009. In mi smo 2023, Slovenci še naprej pomagajo za obrok riža teh 11500 otrok. Hvala lepa, Slovenija, hvala lepa.